Ne pojmo zdaj na naše poslance, ki se pridno trudijo, da parlament spremenijo v parlamentarno ustanovo. Medtem, ko smo se mi zajebavali, so se oni zbrali v državnem zboru, da bi premijeju Cerarju postavili mesečna vprašanja. Pač mesečno perilo. In kot se za preplačane javne uslužbence spodobi, so preprosto nalogo spremenili v dolgotrajno nakladanje in totalni cirkus. Sezono lova na kozle je odprl nihče drug kot miličnik Gorenak, ki je vsem pokazal, da dela domačo nalogo in bere obskurne vladne razpise. V začetku je nastalo malo nerodne situacije, ko sem govoril o kondomih, ne? Pa mislim, da je tudi predsednik mislil, da se hecam. Ne? Glejte, v javnem naročilu Ministrstva za notranje zadeve iz januarja letos ste naročili in kupili 1350 kondomov za migrante. Oprostite. Oprostite. Vse, kar je Vinko rekel, je čista resnica. Tudi slep politik daj zrno najde. Cerarjeva vlada je zares naročila 1350 kondomov za begunce. V razpisu sicer ne piše, a so običajni, a so tisti rebrasti za dodatno užitek. Ker če Cerarja kaj poznam, zih noče, da kdo uživa v seksu. Zdaj meni je jasno, da požegnana desnica nasprotuje kontracepciji. Da nisem pa ziher, če je Vinko to dobro preštudiral. Zdaj niste lih desničari tisti, ki vedno kričite, da se nam bodo horde z vzhoda tu zaredile in nas spremenile v manjšino. Evo vam rešitev, kondomi. A se ne spomniš tistega slavnega slogana, Vinko? V gumo o ne, Mohamed, ne, ne. Mogoče ne zgleda briten, ampak Miro je več kot očitno razmišljal o tem. Nekateri se sprašujejo, zakaj smo dali denar za kondome, za učenje slovenščine pa ne. Ker Cerar kopira Stalina. Ni človeka, ni problema. No, če je bilo slučajno dvom, kdo naj bi te kondome uporabljal, nas je tanko razsvetljiv. In starčki in ne vem kdo, ne, ki prihajajo sem po mednarodno zaščito, karkoli, pač teh kondomov ne potrebujejo. Ne. Potrebujejo pa mladi junci, ne, če povem zelo po domače. Pa kaj si ta gerontofob, Jože? Zdaj, če pa ni več mlad junc, pa več ne seksa? Če te sliš Demeter Bitenc, ti v žeromet v glavo vrgel. Pa še ženo ti v zapecu napravil. Mal pazi na jezik. Ti karkoli nazaj na Gorenaka, Vinko ni bil zadovoljen z odgovori. Cerarju je spet pod nos pomolil razpis, v katerem je vlada naročila 500 000 tistih malih hotelskih flašk šampona. Toda, gospod predsednik, namesto luksusne žajfe, po domače povedano, ali mila, lahko kupite tudi navadno milo. Namesto luksusnega šampona lahko kupite navadni šampon. Pa kakih luksuznih šamponih pa žajfov govoriš? Rekel sem, ta male hotelske flaške šampona. Nisi slučajno bral seznama stvari, ki jih je Janša takrat naročil, ko je šel na Dob. Ker začel s kondomi, ti je resnica šla dobro od rok. Zakaj si v pravljice zašel? No, tudi Brglazu ni bilo všeč, da se je začel Vinko repenčiti, zato ga je oštel kot malega otroka. Ni namen te zadnje faze v tem, da imate zadnjo besedo. To res ni namen. Zato prosim, da v nadaljevanju tega več ne počnite. Da bom tvitno, boš vedel. Vedno pravim, da je v parlamentu hujško v vrtcu. Ampak vrtcu gre vsaj popoldne spat, pa je tišina. No, poslanci so pol Cerarja vprašali o političnem kadrovanju v državnih podjetjih. Črni jezdec Bojan Dobovšek pa mu je očital, da je na mesto predsednika Hita postavil frenda. Miro? Minister Počivalšek mi je dal osebno zagotovilo, da navedba, da naj bi bil novi predsednik uprave družbe Hit njegov osebni prijatelj oziroma prijatelj njegove prijateljice, ne drži. Ja, verjetno on bolje ve, kdo je njegov prijatelj in kdo ni. Stric Počivalšek ti je osebno garantiral, da kandidat za šefa Hita ni prijatelj od prijateljice. Pa kaj se greste vi tu? 6 korakov od Sebastiana Kavace?
Se poznate, ne? Teorija, da vas od Sebastiana loči maksimalno 6 poznanstv. Cerar se gre pa 6 korakov do dej mi službo, prijatelj, ali kaj? Lej, Miro, en dobrohoten nasvet zate. Pet na Facebook, ziga imaš. In ko boš hotel naslednjič nekoga zaposliti v državni firmi, pa te bo skrbel, če je slučajno od žmalca sosed pa od brata prijatelj, poglej, koliko skupnih prijateljev imata. Kadrovanje je kot seks za eno noč. Če imata več kot 10 skupnih frendov, bo je zih komplikacije. Mene poslušam. No, po vsem tem cirkusu se je oglasil še sveti Jernej Vrtovec in svojim kolegom zlovešče napovedal, kaj se bo zgodilo, če ga bojo še naprej tako srali. In ljudje tudi zaradi tega izgubljajo zaupanje v državni zbor, v vlado in celotno državo. Tega si pa ne smemo privoščiti, da smo popolnoma brez zaupanja javnosti vsi skupaj tukaj notri. Kako lušno je pa to. To je pa tako lušno, kaj naivno misli, da imajo ljudje sploh še kaj zaupanja v državni zbor. To je pa tako lepo. Skoraj ganljivo. Stari. Ta vlak je odpeljal, ki si še ugotavljal, kjera luknja je ta prava. Edini politik, ki mu Slovenija še zaupa, je Pahor. Pa še to zato, da ga obdržimo na poziciji, ki bo naredil najmanj škode. In ko se je zabava v državnem zboru končala, naš Tanko je spet opozoril na psihofizično stanje svojih kolegov. Budno spremljate tudi razprave vaših poslancev, da budno spremljate tudi nastope vaših ministrov, ki prihajajo, ne vem, na tako ali drugačen način zadeti v državni zbor in delajo scene. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!